Are you trying to do? Are you trying to do What I am trying to do? what I'm trying to do? Kje pa ti živiš, stari? To pa je preveč plača za 10 mega. A poslušajte, kaj govori? Jo, preden se zarula tale vlog, ki je precej zanimiv, naj te opozorim samo na eno reč, in sicer Atmosferci že imamo svoj podcast. Lahko ga poslušaš, srkaš dol tam, kjer si vajen to početi. Mislim, da se bo, če se že ni, pridružil tudi Google in to je to. Izvoli, uživi, pa se vidimo še enkrat na koncu. Matija, ti povedal, kam gremo? Katalonija triumfant. Free Katalonija! Si res si slabo spal, ne? A lego je nasmejan, pizda. No, še rdečico imaš v obrazu, ko se pomeni, da si z belim pogledal, veš. Gregorčič and Komotar. Komotar. Yes, prav najprej od hotela po Trdeči. No, Ajgo, jaz pa ti malo pokazal, kaj znaš. Tole je Toyota Aygo X, to se pravi nova generacija Ayga. Ampak ta Aygo je povsem drugačen od vseh tistih, ki so prišli pred njim. A veš, v šusu boš opazil, da je že na prvi pogled malo bolj robusten, malenkost višji je tudi njegov trebušček od tal, kar se pa tiče videza. Kaj se to povedati? Veš, kako je ime temu, ki mi rihta zdajle navigacijo? Načo. Jure, si najdel na enega, zlatega mama. Aha, prvi test, kufer. Deva proba, da je to bana enkrat. 3, 4, zdaj. A po koncu bi šlo? Ne. A ja, veš kaj, ima to prilagodljivo polico, ki Yaris Cross. To sem ti hotel pokazati. Daj da vidim. Hvala. A si sliko, daj 5 greva. No. Itek nimaš za svetlobe, bo raš na plaži. Čudež, že delam v temi. Nikon za 6, lahko me citiraš. Nikon, kje so penezi? Ok. Poglej to, armatura pa tako, kot da bi en sta veliko peglo na sredini udaril, a? Zelo fajn, da vidimo, kako zasije. Malo se raztegnem. A ja, lej to! Stikala so zato, da jih uporabljaš. To je tako na pol kabrio. A navigacijo mava? Android navigacija je. Aha, ok. Ja. Go, Ciri. Stari, to ima svetlobe, a? Svetlobe. Glej, kako gospa sedi. A si videl to? Ja, To pa je nevaren. zelo Daj nevarno. razloži, kaj se zgodi, če sediš preblizu volana. Zobe ga dobiš. Tega Porsche 4S. A znaš v 3 stavkih razložiti osnovo tega avtomobila? Je v bistvu avtomobilski bonsajček, ki paše v mesto, ne? Rečemo Bobu Bob. Malo je pikico višje. 14,6 centi od talje. No. V urbani džungli ti v bistvu rabiš tak avto za hitro pa enostavno parkiranje, mehno porabo goriva, mehne izpuste, pa cute je. No. Ja. Ampak je pa res, da smo mi trčali zdaj, tu je pa ena taka zelo zanimiva situacija, ki se mu reče avtomobilske podražitve. Ne. Da v tistem trenutku, ko smo že vsi mislili, da bodo najmanjši te avtomobilski zazipančki za velika mesta izumrli, se je pa skazalo, da pa mogoče zdaj glih spet prišel njihov čas. Ne. Prej, ko sem o ceni govoril, nekaj je zelo pomembno. Ne. Sploh ob tanom financiranju, ki ga Toyota ponuja tudi v Sloveniji. Ne. Ja. Od 97 do 111 evrov na mesec, pa imaš nov avto. Ne. Zdaj si recimo narobe povedal, ne? Zato, ker je od 79 do 111. 79. Aha, no pa se opravičujem, pa še to boš. Dobar, pa neki pologa je tudi prej verjetno. 30%, ja. Ker če se barcelonskim golobom zameriš, stari, to tvoje čelo nikoli več ne bo isto. A mi zdaj dovoliš, da povem kontekst mesečnega obroka? Dej. Za vse ljudi, ki že ne živimo v velikih slovenskih mestih, ne, pa imamo težave doma s široko pasovno povezljivostjo. Jaz plačujem interneta, da imam konkretnih 10 mega uploada, 80 evrov na mesec. Kje pa ti živiš, stari? To pa je preveč plača za 10 mega. A poslušajte, kaj govori? Ja? To je problem. Se pravi, jaz internet na mesec več plačujem, kot boš ti dal za mesečni obrok tacga avta. In pa mi ne reči, da ne trčimo v neke nerealne svetove. Sem se kar malo razburil. A si začutil malo stisko? Sam digitalna stiska in the real thing. Ja. Pol sveta sem že prehodil, prevandral vsako smer, a Cirila z brki črnimi nisem videl še nikjer. Ja, čak, to pa je bil zdaj on nestrpen za brezveznost. Aha, podvozje, test. Ne, čakaj, zdaj pa brez jebancije. Si videl, ko je požaril policaja? Zelo lepo. Tega ležečega policaja res momačko za dušo, ne? Ja, res ga je. Mogoče pa je malo cestnega terenca. Te borovci so po spodnjem delu krošen bolj tako, da so jih iz Mordorja presadili, ne? Aygo X je postavljen na enako platformo kot Yaris pa Yaris Cross. Motor pa ni 1.5, ampak je 1.0 trivaljnik. To je v bistvu ta stara mašina, ampak vsem pravijo, da bo porabil manj kot tekmeci, ne? Tisti, ker bo pa tak manjši avto kupoval z veliko avtocestnimi vožnjami, ne? Ja. Mislim, da se ne vozi samo po mestu, bi mu pa jaz vseeno svetoval
Jarisa, seveda. No, tako, zdaj je pa čas, da ti Aiga X pokažem od znotraj. Poglej, tole je pogled voznika. Torej, pred mano razmeroma majhen volan, 3 prečke, na levi upravljanje s potovalcem in tako naprej, na desni tempomat in vse, kar pripada zraven, seveda gre za radarski tempomat. Potem tukaj spredaj klasičen analogen merilnik v kombinaciji z digitalnim prikazovalnikom za potovalni računalnik in tako naprej. Pa potem tale igrivo oblikovan del armaturne plošče, tak velik jajček, znotraj katerega je integriran vmesnik, gre za seveda ta nov vmesnik, ki smo ga že parkrat pohvalili. Kljub tej zanimivi obliki, ki moram reči, da me pa ne vem zakaj malo spominja vse skupaj na Nissana Juke prve generacije, je kabina oziroma notranjost zelo preprosta, ni veliko stikal, ker tukaj pod vmesnikom imamo še klimo in to je pravzaprav to. Pa v tem primeru ročen menjalnik z razmeroma visoko ročico, tudi zato, da je bliže volana, pa pol 2 cup holderja, pa ena taka polička, seveda brežično polnjenje telefona. Pa ta shape najdemo delno tudi, vidiš, na vratih. Plastika je, a veš, da je razmeroma dobra, predvsem tukaj na zgornji strani. Spodaj je malo trša, en predal pred sovoznikom, razmeroma velik, mislim, da sem noter pa še tudi A4. Idemo kar probati, tole je A4, ker imava avto številka 32, gre noter z lahkoto, vidiš? Zdaj, pri avtomobilih tega segmenta prostornost druge vrste smatram, da ni vedno najpomembnejša, ampak ker Toyota poudarja, da bo šel primarno za drugi avtomobil v družini ali pa morda za avtomobil starejših ljudi, ki sem pa tja, sem zadaj posedajo tudi kakšnega vnučka. Pojmo pogledati še v drugo vrsto, jaz bom zdaj volan nastavil nase. Mimogrede, volan je nastavljiv samo po višini, ne po globini, ampak moram reči, da sem vseeno razmeroma hitro našel dober položaj. Okej. Ja, no, ale jaz sem si nastavil za sebe, tako da v redu sedim. Veš? Opa, kaj bo rekla? Ja, lej, čudeža ni, ampak v tako majhnem avtu ga tudi ne moreš pričakovati. Mislim, noge niso kriza, ampak... Da ti kapco dol, moraš s kapco meriti. Na katero provokacijo sem padel zdaj. Tako se mi zdi, da sva z Juretom povedala večino oziroma skoraj vse, ostane nam še par detajlov. Veš, kaj se mi zdi vredno izpostaviti? Še par varnostnih zadev, namreč ta avto bo že v osnovi zelo dobro založen z vso varnostno opremo. Jaz sem se zlagal, ker ne bo vsa, ampak bo pa skoraj vsa. To pravzaprav pomeni 10 praktično najnujnejših sistemov. Sprav, pre-collision assist, pa lane tracing assist, oziroma da ti pomaga ostati na voznem pasu, pa v osnovni opremi je tudi radarski tempomat, pa znake bere, pa kaj še, kamera za nazaj gledati imaš, pa še ne par malenkosti, ampak v osnovi very good. Pri cenah je pa tako, poglej, se bomo osredotočili na 2 ekstrema, to sprav na najnižjo pa na najvišjo. Špas se začne pri 13.540 in zaključ pri 19.900, vmes je pa ogromnenih oprem, katerih imena si nisem vse zapomnil, vedno se začne z X, to se pravi X, X-Play, X-Trend, X-Style, Exclusive, pa X-Limited. In zdaj, če ga že imamo v zobeh, bi bilo vredno omeniti tudi, kateri so njegovi tekmeci. Come on, Panda, Ignis, Twingo, i10, to je to več ali manj, ne da? Pajze, si zdržal do konca. Ti veš, kaj se je zgodil? Čisto zadnji kader, kjer sem se poslovil, pa rekel adijo, sem po nesreči zbrisal, ampak glavno, da je vse ostalo. Tako da, lepo se mej. Hvala, ker spremljaš, pa ne pozabi podcast Atmosferci, kjerkoli se pač podcaste dobi, Stitcher, Apple, upam, da tudi Google, kaj je že, Spotify in tako naprej. Folk, lepo se mejte. Hvala, ker gledate, spremljate. Adijo, čau. Jure bi se rad naučil indijski naglas. Po angleščini. Deva se en stavek spomniti. Very, very nice. Very, very nice. Are you trying to do Are you trying to do what I am trying to do? what I'm trying to do?